Ko govorim o vinu, najprej vidim naše bregove, ki bi bili sicer poraščeni z grmovjem. Ko govorim o vinu, vidim naše ljudi, ki so te bregove zasadili z vinsko trto in v svojem lastnem znoju, svojimi žuljevimi rokami pridelali nekaj, kar je pravzaprav sinonim za kulturo tu v našem svetu. Ne mislim samo Evrope, ne mislim samo naše Slovenije, ampak mislim povprečnega človeka, ki pravzaprav s trudom svojih rok pridela nekaj, kar lahko pomeni tudi mir. Tako so rekli. Mir v srcih, mir med ljudmi. Res, da je kulturno pitje tisto, o katerim razmišljam takrat, kadar govorim o vinu. Res je tudi, da mislim na zdravje, pa vendarno to je velika gospodarska dejavnost. In ta gospodarska dejavnost se predvsem pri nas v Beli krajini čedalje bolj utira pot skozi predikate. In ti predikati so bili v ospredju na prireditvi. In kaj menijo tisti, ki o vinu vedo veliko več kot jaz, naj povedo. Meni je všeč, da so se Belokranjci spomnili že pred 4 leti, ker to je samo na prestopno leto, na 29. februarja, ko nam je ta dan podarjen in ga je treba zaradi tega pametno izkoristiti. In kaj je lepšega, kot priti na festival predikatov. Začelo se je pred 4 leti bolj avanturistično, nadaljuje se tukaj. Jaz upam, da se bo zadeva prijela in da Belokranjci ne bodo obupali, predvsem vinogradniško društvo iz Metlike, da bo nadaljevalo in da se bo zadeva še razširila tudi z recimo ocenjevanjem ali pa z kakšnimi primerjalnimi degustacijami vzorcev iz tujine, recimo iz Avstrije, Madžarske, iz Tokaja, iz Francije, iz Sauternes in tako naprej. Skratka, zakaj? Zaradi tega, ker velja prepričanje, da so slovenski predikati in med njimi jaz osebno zelo visoko ali pa celo na vrh postavljam belokranjske, ker velja prepričanje, da so slovenski predikati, da se lahko primerjajo z najboljšimi svetovnimi. In dajmo to preveriti čez 4 leta, tukaj v Metliki, naj se organizator potrudi, naj pripelje še vzorce iz tujine, da vidimo, kje smo. No in v Beli krajini so se dela s predikati lotili načrtno. V začetku je tako, kakor pri vsakemu razvojno naravnanemu projektu ideja. Ideja je pa posledica neke potrebe in vemo, da v Beli krajini lahko pridelamo vrhunske predikate, tudi teh vsako leto več in jih je tudi potrebno spraviti na trg. Hvala Bogu, zaenkrat ta zadeva še gre. Vendarle hočemo biti na trgu prisotni tudi z novimi količinami in tudi naši vinarji se razvijajo v tem segmentu, zato nam je bil cilj narediti dogodek in širšo javnost promovirati oziroma širši javnosti promovirati dane produkte. Imeli smo srečo, da smo poleg Društva vinogradnikov k temu projektu pristopili tudi lokalna skupnost občina Metlika in skupaj z partnerjema Belokranjskim muzejem ter turističnemu društvu prijavili projekt Živo vinsko zgodbo ohranjajo ljudje na razpis Lider 2011 in bili uspešni. In živa vinska zgodba, kaj je drugega kakor dogodek, v katerem ljudje dano zgodbo o vinu nudijo oziroma promovirajo naprej. Naj povem, da v tej živi vinski zgodbi je več aktivnosti. Ena je današnji festival predikatov vina, imeli bomo še srečanje vinogradniških društev, uredili bomo muzejsko zbirko v Belokranjskem muzeju, uredili tudi okolico najstarejše potomke vinske trte v Metliki in še bi lahko našteli na promocijskem področju. Želimo si, da bi se to delo nadaljevalo. Zavedati se moramo, da so v vinogradništvu vina veliki problemi, količin je preveč. In ena od izhodov, od možnih poti je tudi proizvodnja teh predikatov. So nam naši znani vinarji in vinogradniki povedali, ko so se lotili teh poznih trgatev, so nekoč redne trgatve bilo 5 ton, v poznih pa tudi samo 50 kg. Marsikaj so že doživeli
vendarle z vsako takšno manifestacijo, kot so predikati vina, se tudi širša javnost, konzumenti, potrošniki nekako informirajo in izobražujejo o tem, kaj to predikat sploh je. Da je to res sredica sredic v vinski zgodbi in kot taka je tudi vredna svojega denarja, ki je bistveno dražji proizvod, kakor je samo vino, vendar je užitek in potreba, ki jo človek nekako ob tem dobi, tudi zadoščena vsem tem, kaj je bilo trud vložen v to zgodbo. Če je vprašanje, a je sploh povpraševanje po predikatih, je odgovor na dlani. Je, saj jih vsako leto bistveno več proizvedemo, kakor če ne bi bilo povpraševanja, tega tudi ne bi bilo. Trg narekuje naš razvoj. Res je, da danes se večinoma to vino naši proizvajalci nudijo po gostilnah, z osebno prodajo. Vendarle z vse večjo informacijo, z večjim izobraževanjem potrošnika kot takega, bo bila tudi, da tako rečemo, pri samih navadnih občanih čutila se potreba, da je predikat res nekaj posebnega, da je to primerno darilo, da se lahko, včasih smo nazdravljali z litri, zdaj bomo z kozarčkom pa deci, in tako, da mislim, da je v predikatih zelo, zelo svetla prihodnost in da je pa res, da moramo informirati potrošnika, da ne bi prišlo do tega, da bi rekli, ja, dobro je, saj je sladko. Sladkor je samo eden od parametrov, ki pa je v vsej zgodbi celo med najmanj pomembnimi. Je veliko ostalih sestavin, kako jih je treba vkomponirati v to žlahtni opoj, da res dobimo predikat vrhunske kakovosti in sladkor je večkrat celo kot moteči faktor, kako se ga znebiti, ne kako ga v to predikat povabiti. Vsak potrošnik ima svoje potrebe, svoje navade in tudi svoje priložnosti. Imamo od tiste zelo pozne jagodne izbore, slamnate, ledeno, ki so zelo gosta vina, tudi težka in te so samo v malih količinah. Jaz sem osebno ljubitelj poznih trgatev, ker nekje je še, se čuti, da tako rečemo, simbioza med klasično trgatvo, se pravi normalno trgatvijo, in med to pozno. In tudi za tiste, ki imamo malo slabši želodec, so prijetnejša, lažja za pol. Ne iz tega aspekta alkohola, ker alkohola v predikatih ni nič kaj več kot v navadnih vinih, ampak za samo prenašanje ga tam nekje 4 deci, 5 deci zelo dobrega poznega predikata težko normalni človek spodnese. Ko izbore začetne stopnje med predikati pa bistveno lažje. Se pravi, vsaka priložnost, vsak trenutek lahko izberemo neko stopnjo predikata in z njim dani dogodek počastimo in mu damo še višjo težo. Je pa res, da se nekaj smo že probali te zgodbe, ampak da se predikata težko, da se ga bi konzumiral preveč, ker ti je že želodec da prej signal, da zadeva se ne da, da bi ti alkohol kot takšen povzročal težave. Se pravi, predikat je za prijetno društvo, kramljanje, lepo besedo, še kaj pod zob, da lepe trenutke še polepšamo. Predsednik Društva vinogradnikov Metlika, Martin Pečarič, pa si bo letošnji festival predikatov zagotovo zapomnil. Vendar smo ga povprašali, kdaj se je vse skupaj začelo. Začelo se že pred 4 leti. V Drašičih imajo vsako leto ocenjevanje in ker je tam bilo veliko predikatnih vin, je nekako vzniknila ideja, da bi začeli mogoče naredili en tak prerez samih predikatnih vin. In kar pa želimo tudi širše narediti, smo povabili še ostale iz Slovenije in tudi upam, da v prihodnosti iz tujine, da bo še kaj več sodelujočih. No ja, in še vino. Katero vino je bilo tisto prvo, ki je opozorilo na Belo krajino in njene predikate? Prvo ledeno vino nekako naj bi bilo 87. leta v metliški vinski kleti pridelano in seveda pol se stopnjevalo tudi druge stopnje predikatov. Zdaj pa je že skoraj vsak večji vinogradnik ima tudi ponudbi predikatna vina, tako da
nekako lahko rečemo, da Bela krajina in tudi Slovenija zelo primerna za pridelavo takih vin in zakaj ne bi teh naravnih danosti izkoristili in mogoče to tudi ena tržna niša pri vinogradništvu. No, prvo moramo povedati, da je več stopenj predikatov. Prvo je pozna trgatev, potem je izbor, naslednja stopnja jagodni izbor in vrhunec je suhi jagodni izbor. Posebne kategorije sta pa ledeno vino in sušeno slamnato vino. Tako da marsikdo pozna samo zimsko trgatev, kar ni dobena od kategorij, tako da tu imamo kar velik razpon. Razlikuje se v doseženem sladkorju ob trgatvi in tudi prisotnosti žlahtne gnilobe. Kar nekaj pa je razlogov, ki niso ravno naklonjeni vinogradništvu kljub poslanstvu vina. Rekel bi, da sploh za vinogradništvo, za vino, vemo, da se pije vse manj in tukaj z nekimi cenenimi vini ne bomo prišli daleč, kajti nimamo pogojev, da bi pridelovali količino. Tukaj predikati so pa tisti, ki so botični, ki so za posebne priložnosti, za posebne okuse in malo jih je in tudi mislim, da bi se dalo tudi s pravo promocijo to prodati. Mi imamo danes zadosti predikatov, mislim, da jih ima vsak od nas več, kot jih trenutno proda. S takimi promocijami pa želimo to promovirati, da bi mogoče tudi lahko še več tega pridelali, tako da tu so še velike rezerve. Tudi v gostincih, ko bojo znali gostinci ob sladici postreči predikatno vino, bomo že par stopničk višje. Ko razmišljam o predikatu, o tem vinu za bogove, pomislim, da je z lepoto in ljubeznijo, da so s tema dvema pojmoma vedno težave. Vedno je potrebno veliko vlagati, da ju imaš. In tudi pri tem vinu je tako. Mnogi ne bodo zgodbe, kulturnega poslanstva tega vina nikoli dojeli. Ampak to je že druga zgodba. Pojdimo naprej. Evropski red vitezov vina. In kaj lahko pomagate? Kaj lahko vi postorite za boljšo prepoznavnost slovenske vinske karte? Torej, mi delujemo v evropskem prostoru in biti razpoznaven v tem prostoru pomeni biti angažiran na način, da lahko resnično ponosno dviguješ kozarec plemenitega dobrega vina. Promocija, seveda, promocija in še enkrat promocija, to je velik angažma vsakega posameznika, vinogradnika, ki pa žal nismo med sabo toliko povezani, da bi lahko dosegli ta kritični obseg prepoznavnosti glede na našo majhnost. Ampak vendarle, z takšnimi vini, kot jih lahko pridelujemo, je možen prodor širše v svet. In verjetno smo premalo smeli, premalo si upamo, ampak upati, to je tisto, ki nas naj vodi, da gremo bolj smelo torej v to promocijo, ki seveda pomeni dolgoročen projekt. Rezultati niso čez noč, vendarle pa v svetu se da marsikaj narediti. To določeni posamezniki Slovenci dokazujemo. Priložnosti je veliko in treba jih je le izkoristiti. Bela krajina tukaj ima potencial in to promotivno moč je treba pravzaprav izrabiti in vendarle tukaj je treba biti pogumen. In pogumno se treba lotiti nekaj, kar misliš in v kaj verjameš, da lahko uspeš. In uspeh je že to, da verjamemo v svoja vina, ki so zares izjemna, imenitna. In s tem upanjem je treba iti naprej. Ja, pa lahko bi rekli še, da naša lastna kultura pravzaprav ni takšna, kot je recimo pri Italijanih, pri Francozih, ki praktično brez kozarca vina ne stopijo nikamor. Ne bi rekel,
da na tak način reklamiram popivanje, ampak govorimo o tistem, kar je kultura naroda. Govorim o prirodnih danostih, govorim o trdem delu na tistih bregovih in o načinu preživljanja, prgišče orehov in kozarec vina. To je dalo pravzaprav moč, da si drugi dan zopet šel na delo. Danes je temu vsemu drugače in razmišljamo drugače. Pa vendarno, Bela krajina je s svojim delom pravzaprav naredila na področju vina veliko. Tudi Slovenija, ampak danes smo v Beli krajini. In prijatelj Boris Beloglavec, ki je, skoraj bi lahko rekli, vinski starosta, poznam ga kot trsničarja, vinogradnika, vinarja, ljubitelja vin, mi je povedal naslednje. Ja, kaj bi rekel, Bela krajina ali pa bi rekli ožje Dolenjska ali pa širše Dolenjska. Velike napredke ste naredili. Pa pravzaprav, če bi tako gledal, ste pravzaprav izzivalci tega. In to, kar danes tu gledamo, je to krona vsega. In mislim, da v tej smeri bi morali nadaljevati. In mi se sploh ne zavedamo, kaj imamo. Glejte, včasih sva rekla, da je zemlja tisto, pa trst tisto, trsničarstvo, ki ga moramo postoriti, pa še znanje. To je tisto, kar pravzaprav skupaj potem na koncu da rezultat. Najprej trta grozdje, iz grozdja pa potem vino. Kako, na kakšen način gledate? Saj ste bil sam zraven velikokrat, ko so se izvajale obnove. Belokranjci se zavedajo svojih prednosti, ki jih imajo s tem koščkom zemlje, ki jim ga je dala mati narava. Kaj pa vse ostalo? Ja, izzivi so tukaj. V ospredju danes ni več količina, ampak neke vrste kakovost, ali pa ne neke vrste, absolutno kakovost. Potrošnja je daleko manjša, kot je bila. In danes ljudje iščejo za posebne prilike za to in ono, tudi bi rekel posebna vina. Med temi so te posebne kakovosti jasno en veliki izziv. Mi imamo srečo, namreč, da to imamo. Glejte, recite mi še nekaj, predikati na eni strani in potrošna vina na drugi strani. Na kakšen način je to razumeti? Je to samo krona vsega ali kako bi temu lahko rekla? Ko v preteklosti namreč posebne kakovosti niso bile v spredju. Moja misel ali pa, bi rekel, neki izzivi so bili, če hočeš potrditi osnovno proizvodnjo, moraš se to potrditi z posebno kakovostjo. Kaj to pomeni? Da če znaš pridelati eno posebno kakovost, takšno pričakujem, da nimaš problemov z osnovnim vinom. Torej se tudi Štajerci radi ozrete sem na ta naš kraj. Absolutno. Moram reči, da so celo malo, ne bi rekel škodoželjni, ampak zavidajo, malo zavidajo. Kajti ta naša področja preteklosti so bila nekako opredeljena za, če si govoril, Dolenjski je bil cviček, če je bil Primorci, je bil pač kakšna rebula ali pa kakšen merlot. Štajerci so se pa včasih ponašali tudi s kakšno posebnostjo, ampak danes je pa to malo drugače. Glejte, še nekaj me zanima. Imava vinsko karto. Slovenija praktično znotraj evropskih trgov in tega ne pomeni kaj veliko. Če greva v Rusijo, v Moskvo, na trgih praktično vin ni. Ali ni že čas, da bi vinogradniki, ki so po tradiciji največ vložili v znanje, spoznali, da se je potrebno združiti in nastopiti skupaj? Ne mislim z enim vinom, ampak kako drugače? Kako to sedaj po toliko letih prebitih znotraj vinogradništva razumete? Ja. Mi smo preživeli različne čase. Mi smo recimo takrat združevali, se družili, tudi naloge so bile opredeljene, kmetovalec, pridelovalec grozdja, je bila ena faza, predelava druga, prodaja tretja. In v zadnjem obdobju, bi rekel, zadnjih 20 let, ko smo pač samostojni dokončno, smo se vsi osamosvojili. In vsak bi rad bil samostojen, ker se je čutil takrat vezan. In ta samostojnost zdaj nas tepe.
Tudi mali bi radi bili samostojni, kar ne gre. Ljudje se združujejo. Jaz sem dostikrat rekel, ko smo šli na Tirolsko, to je za mene bil vedno vzor. Moram reči, da mi imamo samo različne vinogradnje, velike in male. Veliki ne rabijo združevanja, tako močno kot pa mali. Ampak seveda na pametni osnovi. In če greste še danes na Južno Tirolsko, preko 90% imate združenih v tako zvani Weingenossenschaft. To je to. In to bomo mi tudi počasi se vrnili k temu. Ja, združevanje hočeš ali nočeš, ne moje in tvoje skupaj. Moje je moje, tvoje je tvoje, ampak oba imava interes, da se pojavljava močnejša, ker sva skupaj. Tem je pravzaprav čar. Pa tudi v sortimentu. In veliko sem poslušal te dni v Beli krajini o kraljevini. In kdo drugi kot Jože Rozman, vinski publicist, mi bo to povedal. Kraljevina je zelo zanimiva sorta, čeprav je zelo malo. Tudi njena preteklost in zgodovina je zakrita v rahlo temo, kajti prvič se pojavi pri nas v ampelografskem atlasu Franca Xaverja Trumerja leta 1841. Ne? No in potem je živela v naših vinogradih, preživela tudi trdna uš in bila ena redkih sort, starih sort, ki je bila dovoljena tudi po trdni uši. Zdaj vemo, da je kraljevina v glavnem konča v zvrsteh, se pravi v belem belokranjcu, v cvičku, v rdečem in belem bizeljčanu. Sortne je pa zelo malo. In prav zaradi tega smo se odločili, da naredimo delavnico o kraljevini. Začeli bomo z normalno trgatijo, za tega, da dobimo podlago, osnovo in potem stopnjevali skozi vse stopne predikatov, se pravi pozno trgatev, izbor, jagodni izbor, suhi jagodni izbor, ledeno vino, da vidimo, kaj ta razmeroma nežna in nevtralna sorta zmore v predikatni obliki. Kaj ta žlahtna gnilova prida takega, da je lahko iz stopnje v stopnjo čedalje bolj zanimiva, atraktivna, vabljiva, privlačna, na vse zadnje je le kraljevina. Ja, in to pravijo, da se že ime krasno sliši. To ime ima kaj znotraj te zgodbe? Jaz sem zdaj prav zaradi te delavnice raziskoval po vseh možnih ampelografskih atlasih in drugih virih, odkje to ime. In nikjer nisem našel nobene razlage, zakaj se imenuje kraljevina. Torej izvorno, ker sem prej omenil ampelografski atlas Trumerja, tam se je imenovala pač Königstraube, ne? To so očitno pri nas prevedeli, pač dobesedno so prevedeli v kraljevino, čeprav ima kup drugih sopomenk, ne, recimo tudi Portugizerji pravijo, čeprav nima nobene zveze niti s Portugalko, niti z Portugalsko, ampak nikjer ne najdem nobene razlage, zakaj ti sinonimi in zakaj ime kraljevina. Jaz pravim, da je na kraljevini še najbolj kraljevska njena velikost grozdov, ne. Vse ostalo pa ni tako kraljevsko, ne? Ampak v dobrih vinogradnikovih rokah lahko postane zelo zanimivo vino. Ni pa kar naprej trmasto, če v kraljevini ni nič kraljevskega, pa zagotovo kraljica vin lahko pove kaj tudi o predikatih. No in poslušajmo. Zagotovo je to zelo prijeten dogodek in tudi meni osebno zelo blizu, kajti namreč kraljičino vino je prav predikat, izbor Sauvignon, ki prihaja iz vinske kleti Krško in je zagotovo zelo umestno, da sem danes tukaj, kajti predikati niso kar tako. Naj pa v bistvu tukaj poudarim, da gre za vina izjemne kakovosti, v bistvu bolj slovnično rečeno, tako da tudi malo širimo vinsko kulturo. Je pa zagotovo izjemen dogodek, izjemnega pomena za celotno Slovenijo, ne le v bistvu za Metliko in tukajšnjo okolico. Tako da čestitke organizatorjem, namreč zelo so se potrudili in pritegnili veliko število vzorcev, tako da super. Ja, ampak gre za veličino med vini, gre za predikate. Ja, zagotovo se da to veličino občutiti tukaj, kajti vin je zares ogromno. Vsako vino te omami, vsaka kapljica in za ta dogodek si je res potrebno vzeti čas, tu ni 1 ura dovoljna, zagotovo. Tako da, ja, se splača udeležiti, veliko odneseš od tega, kajti spoznaš res to širino, kajti predikati so zgodba zase, so zgodba vina, ki se razvija,
vina, ki ga lahko uživamo na vse zadnje na mesto sladice, tako da ja, je širina zelo visoka in se jo da občutiti tukaj. Če na kratko povzamem, bi lahko rekel, da je pravzaprav veličina same prireditve v vinu. V nadaljevanju so nas pohvalili tudi tisti tam, onkraj Save, pa rekli, da smo dobri. Med prijatelji je vršalo in so se spletale zgodbe o tem, kako se je kakšno vino naredilo. Meni pa je pravzaprav najbolj pomembno to, da imamo take ljudi in da smo na njih lahko ponosni. Poglejte, povsem nevažno je, kdo je tisti. Slovenija svojo vinsko karto je lahko ponos v svetu. Res, da si moramo upati. Res pa je, da moramo stopiti skupaj in pokazati, saj drugače smo majhni. Ampak veste, tudi v tej majhnosti s prijateljem v kleti se skriva veliko sladkobe, ki jo pravzaprav pokažejo samo predikati.